Fantasy. Radio Fantasy. It's a kind of magic, Vinovci, Freddie Mercury. Ura je 5 minut čez pol, pa dajmo. Sočno in poredno na Radio Fantasy. Dame in gospodje, z nami sanska Ana Pusovnik. Pusovnikova, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Dolgo te že nismo videli. A ne? Ančica, banančica je rekla, da bo kar prišla v studio, ker nam je nekaj prinesla. Ja. Ana, kaj si nama prinesla, da povej? Prinesla sem svoje nove koledarje in to glih iz tiskarne. Še zjutraj sem letela, tja neka natisnite mi. Uradni koledar 2023. Če Tako ne da bom so mogel res- povezovati programa, pa res ne. So pa res frišni, še tople sem prinesla. Pa nagajivi profesorica Ana. Aha, ja. To je zgodba, v tej smeri gre letošnja tematika. Tako je, vse na šolsko tematiko. Vse na šolsko tematiko. Veš, tam imamo deci, vedno nek fetiš, profesorca, špegli, šminka, mislim, halo. Učenke pa tako. A ne? Ja. Ok, dobro, super koledarje, s tem koledarjem se bomo še danes malo tudi pozabavali, enega bomo celo dali, ne? Koliko se Tako sliši, je, ne vem. danes podarimo. Ampak dejte vedve malo zagristo ono kost, ki se imenuje sanski blaž. Dajmo eno stvar razpucati, ker jaz zdaj vidim, da dekleta, ki so v šovu, ful objavljajo slike dejansko iz šova. A veste, imela telefon v šovu? Ja, v bistvu mi telefonov nismo imele, pač pri nas je bilo tako, jaz sem pač slišala, da pri njih je bilo malo drugač. Mi smo imele neke punce, ko so bile tam, ko so nas čuvale, ko so v bistvu... So imele tršite tam. Ja, res so bile ne Varuške. take vzgojiteljice naše, a veš, ko so zravno nas hodile, pa tako, pa če je kjera kaj rabla, je una prinesla, ali pa tako v bistvu... Nismo imele veze mi z zunanjim svetom, no v glavnem in one so nam včasih takrat z svojimi telefoni kaj iza kulisja pošklocale, ne, pa pač smo pol po šovu doble šele te slike. Okay. Ja, te punce zdaj imajo pa očitno, mislim, zvedela sem, da so imele, da so doble telefon, ampak brez SIM kartice, samo slika, aparat pa kamera. Ok, ampak sen, Ja. bodimo realni, če so imeli slučajno Wi-Fi v dvorcu, so se lahko gladko povezale z zunanjim Samo niso. svetom. Ne, to Misliš, so da ne? ful, ne, to so ful poskrbeli, da ni bilo, ni tam noter Wi-Fi-ja. Fiksne. Ok, v redu, če ti tak praviš. Ja. Vse so nam ven izklopili, vse. Mi smo tudi hoteli televizijo požgati, ker pa so bili vsi kabli vam potegnjeni. Resno, še televizija niste smeli? Ne, nič, pa niti radija, niti nič. Nič, niti muzike, mi niti svoje. Vem, da sem slišala, da so lahko imele svoj tako mini za muziko, ne, da so lahko slušalke imele, pa to mi nismo smele imeti svoje glasbe. Nič, niti revij. Nič. No, Niti knjig. se pravi, ste bile v popolnem celibatu. Popolnem. 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 Odrezane od sveta. Tako. Ok. Pa zdaj, če gremo na Ja, to šle že, Sobotno no? dajo. na Pejta. sobotno oddajo. Soočili so se s svojimi strahovi. Zdaj Blaž jih je eno za drugo poslal v prepad, mislim, po ziplineu. Česa se pa ti bojiš? Ja, jaz se najbolj bojim, ne vem, da bi se neki face poškodovala. Okay. Ali pa kakšne hude bolezni, tako da bi se zavedala, da sem neki face bolna. To se bojim. No, kaj pa zdaj praviš, mogoče na trenutno stanje oddaje, glede na to, mislim, se že kaj bolj dogaja. Zdaj smo videli, da Maja je šla ven, pa zdaj, ko je Maja šla ven, je kar naenkrat ful oživelo, se mi zdi. Ja, ne vem, kaj je to. V bistvu sobotna oddaja mi sploh ni bila zanimiva, jaz sem zaspala vmes. Tako da, Zakaj ne? ne vem, nič se ni dogajalo, tako brez veze so se neki pogovarjali. Una, kak je že ime, ko je Tina? Napaš. Tina, ta mala adrenalinka. Tina je imela zmenek, ne? Ja. Pa je bilo tudi tako brez veze. Mislim, ko se prav vidi, pač očitno res Blažo, nobena druga punca več ni, ko pa samo Arjana ali pa Kristina. Te dve sta mu, ne, ostale pa ne vem, se ne more potruditi, vsaj malo, vsaj za šov, a veš, dosto, da takoj sej, dobro, pač pove, da mu sploh nima neke energije z drugimi puncami, res ne vklopi se pa ne tala več toliko vrtnic. Ja, to je res, ne? Sem jih res ne? Ne. Ne? Ampak čakaj, Monika jo je dobila. Ja.
Kristina je ni dobila, Ja. pa Lara potem tudi ni dobila. s tem, da moramo povedati, da Lara je imela letos enak zmenek, kot si ga imela ti lani. Ja, zelo podoben. Se pravi, ja. ti si spoznala Gregorjeva prijatelja, Tako je. Lara je pa zdaj spoznala Blaževa prijatelja. Prijatelje, ja. Neki niso bili glih najbolj navdušeni nad Laro, Na čeprav je začetku dobila so bili. Na Po- začetku pa je so bili, začelo kar nekaj. pol je pa začelo kar nekaj padati, no, ne vem, tako na začetku, pa sej, v bistvu ta Lara, v bistvu taka je, no, na začetku ti da ful neko tako, kako bi rekel, pozitivno energijo, pa kar nekam zbledi vse to, ne vem, kar... Kako je rekel, kot velinski prah, ki ga ne moreš ujeti. Ja, ko kar, ne pol pa moreš ga kar prijeti. začne neki mučkat, kar neki z neko energijo, pa z ne vem čem pač, lej, To ni sem jaz- vse to sem v jaz isto energiji. rekla, ne, mislim, ona je tak... Povej več o sebi, povej nekaj konkretnega, uprejemljivega, kaj si naredila v življenju, kaj si, jaz sem umetniška duša. Ja, pa dobro, pa kaj si pa ustvarila, da si umetniška duša? Mislim, tudi Ana je umetniška duša, pokazala je v koledarju svojo umetniško plat. Ja, mislim, to, da Pohvalno. se greš slikat, pač, ko te nekdo najame, se greš itak slikat in ti oni povejo, kaj moraš narediti, pa te oni zrihtajo, pa ti oni naredijo. To, ko pa narediš svoj koledar, si pa sam svoj stylinge zbereš, si sam svojo tematiko zbereš in tule je v bistvu tista kreativa, ko pride na plano, pa lahko pokažeš svojo kreativo. Jaz pa njene kreativnosti ne vem, kje bi lahko videla, no, ne vem. Pa tista ladja je skozi neki tepe, skozi se vsi Pa vrtijo. skozi se okoli. okrog tiste ladje, pa že lani je bilo okrog tega, ko je Merlak povabil te punce, ko so bile tudi iz našega sanskega, ampak jaz takrat nisem videla nič spornega v tem. Pač večina punc tih je bilo samskih, mi tako ne vemo, kaj se je dogajalo na tisti ladji, ampak ne vem, zakaj cela Slovenija tako razmišlja na uno stran, pač da so ne vem, kaj delali tam na Bunga, tisti bunga. ladji. Ja. Mislim, sam gledali se verjetno kar niso, ne? Mislim, ker če te no. nekdo povabi na eno tako razkošno jahto, verjetno pričakuje kaj v zameno. Ne, sam par slik iz jahte. A ste vedno izpluvali ali še niste? Imate še kaj za pogledati Kaj še sanskega? Mama Pa malo Kristina. počakaj. Ja, profesorica Gospa Ana. profesor. Tukaj. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Ja, zdaj sanskega smo, rečemo, prvi del že pogledali, zdaj še ostal drugi del, pa Kristina. No, dajte, ajde, da slišim. Kristina, mislim, pa Blaž, ona dva sta pa tak črve redila, da se je slina cedila, Ja. ne, ker v njo je pojedo. Ja, jaz gledam, ne vem, pa že imata neki, ampak sta se tako pravim zelo plitka. Pač ona Nima tudi ta globine. nima ta globine, očitno se pač privlačita, kar je pač lepa stvar, a ne, saj super, da sta si všeč. Ampak kar se pa spoznavanja tiče, sta pa tam pri peškah še vedno. No. Še vedno nista zvedla nič drugega, kot pa to, da je ona pač bila na mis, ok, pri svojih 18 Ja, letih, to sta. ok, to smo predelali, on da je Mister, skipper, pa da je mister. mister. Ja, to je pa tudi to, kaj pa drugo. No, ampak okay, kaj boš pokomentirala Pijo? Ja. Pija G, se pravi tvoja bivša Se mi zdi, da vem, kaj sotekmovalka. hočeš reči. Ja, ful rad potuje, on Ful mi je je skipper, všeč. pojma, nimam, kaj je to. Ja, je rekla, ja, ful mi je všeč, da je skipper, sicer ne vem sploh, kaj to je skipper, ampak mi je všeč. Tako Sem umrla. Ja, mislim, Pa vemo, kaj je izjava. to skipper. Pa ja, to je ta, ko vozi ladje, Tako, pač, ja. v bistvu to je njegova služba, ko vozi ponavadi bogate ljudi ali pa neke na pač... Se pravi, mene pa tebe hočeš. Ali pa reči. druščina, ko reče, mi gremo pa na jadranje, Mi mora gremo biti na skipere, Jadran, ker pa če ne imajo bi pa mi... skipperja, ja, pa jih pol vozi okoli. Včasih en teden, en mesec, en vikend, pač odvisno. No, mislim, definitivno se še ni opredelil, kakšne vrste skipper je. Res je. Ampak glede na to, da Ariana ima tudi ta izpit za skipperja. Ja, še ne? večjega menda. Ja, mislim, Ariana je... ne smem angliško stopnjo govoriti, više. ne, Ja. tako. stopnjo više, Stopnjo više. Čeprav punce pa mislim, da so kar fejs ljubosumne na Ariano, ker Ful. jo kar... A to si opazila? Ja, ful, mislim, tako se mi zdi, ista stvar je dejansko, ko je bilo pa lani, ko so tudi tako, kakor se je ena, rečemo Anja, pri nas, a ne,
ko se je pač videlo, da malo izstopa, pa kakor je pa Kera kaj takega komentirala, je pa že, a veš, ono, spet se ven meče, ali pa prtjaž je bilo, takrat, ko je ona prišla, je bilo iz Francije, mi smo bile ono, ok, dobro, vsi vemo, da si iz Francije, ne, ta pa spet skozi poudarja, da je ful na morju, da ima vse te iste stvari kot on, da ima ta ful skupnih stvari in to onem puncam gre pa že fejs na živce, a veš, ono, dobro, vsi vemo, da ima ta iste hobije, samo kao, ni vse v hobijih, ne. Ampak, če zdaj spet gledamo nazaj, pravijo, da Ariana vmes, ko je bila v šovu, da je imela v bistvu deda zunaj. Ja, ne vem, to je malo čudno, mislim, ona sicer pravi, da sta bila pač v dobrih odnosih, ne, da sta pač šla na razen, 2-3 mesece pred šovom. Največja fora je bila pa to, da imata na Instagramu kao, da sta neke čaje skup delata ali nekaj takega. točno, ja. Ja, in je na Instagramu kao lastnika tega in sta tak on in ona, pa srček. A veš, in smo bili vsi ono, okej. Okay, a če Glajčka si kaj pogledala njegove komentarje na šove? Mislim, vidim, da te non-stop oblegajo s Glajčkom. Ja, skozi me o njemu sprašujejo, jaz pa sploh ne vem, za kaj se gre. On je menda tudi v nekem, zdaj pojma nimam, nek podcast ima, ko ga noben ne posluša, mislim, vsaj jaz ga ne, no, pa noben drug mi ni nič rekel, sam en mi je nekaj povedal, da je on rekel, da bi mene povabil v svoj podcast. Pa kje si ti mene model najdo zdaj, res? Mislim... Glede na to, da si bila najbolj osovražena oseba še nedolg nazaj iz njegove strani, pa da bi zdaj bila v podcastu. Mislim, glej, Ana lahko se zmenima, za dober denar lahko greš, izpod 500 sploh ne, pa omejena boš samo na 5 minut. Jaz vzamem provizijo 20%. Vskočil bom zdaj, no, vskočil bom, ker časa zmanjkuje. Koledar. Ja. 2023, official. Enega bomo dali. Tako. Kako priti do njega? Šuši, ti si že malo navrgla. Povej. Tako, do njega lahko pridete, da pošljete SMS na 041 300 300, napišete Anin koledar in pa upišete vaše ime in priimek. S tem, da ta koledar bo tudi podpisan. Ana, boš dala svoj avtogram? Ja, valjda. Zdaj pa vem, da bojo že vprašanja. To so prvi potem... izvodi, to so res prvi izvodi. Sveži, vroči. Dan zjutraj sem šla po njih, tako da... Opa, tako da lahko ste med prvimi. Tako je. Ne boste prvi, ker jaz sem že dobila svoj koledar, pa Janko tudi tako, da bi hvala lepa, ja. tretji. Podpisan, pa srček je gor. Ja, tako da hitro. SMS-i na 041 300 300, napišite Anin koledar in pa pripišite zraven vaše ime in priimek. Super, Ana, viš kako enkrat fajn, viden hiter mine. Res je, tudi se mi zdi, da se sploh pol nismo obdelali. Ja, ne, vse boste še izven, boste prkavi, ne počeli. Bomo direktorju še dali, a veš, če nam še da mogoče kakšne pol urce podaljška. A veš, 7 metrov, pa to je treba. Ja, super. Hvala za obisk, pa spet v ponedeljek, ne? Hvala za koledar. Se vidimo, hvala. Čau. Radio Fantasy.